Pozdravljeni v zdravstvenem podcastu na N1. Danes bomo govorili o kronični bolečini. Z menoj je doktorica Helena Jamnik, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine iz URI Soča. Uvedla je edine timske programe za obvladovanje kronične bolečine v Sloveniji. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Hvala, ker ste prišli. Če najprej razmejiva med akutno in kronično bolečino. Akutna je verjetno nekaj, kar začne močno boleti, se s časom v obdobju 3 mesecev pomiri, kronična je pa ena posebna druga zver. Ja, akutna bolečina je izkušnja, ki je univerzalna. Praktično ni človeka, ki ne bi poznal občutka akutne bolečine in potem presojamo vse druge bolečine. Kronična bolečina je pa izkušnja, ki jo poznajo samo tisti, ki jo imajo. Tako da to v Sloveniji nekako po statistiki izgleda okrog 20% ljudi in je seveda precej drugačna. Akutna bolečina deluje kot zaščitni mehanizem za predvsem funkcijo celjenja, popravila nekih okvar, predvsem. Mi jo pa razumemo predvsem kot signal neke bolezni ali okvare. Tako da v naši, bom rekla, civilizaciji smo jo prepoznali kot tako, predvsem kot signal neke okvare, medtem ko njena dejanska funkcija je opozarjanje na nevarnost. Kot neke vrste obrambni mehanizem, torej tudi celoten bolečinski sistem lahko deluje na način, da poskuša predvsem preprečevati dodatno škodo. Torej, če gre za tak sistem alarmiranja, potem si lahko mislimo, da je narava skozi milijone let razvoja živega sveta, oziroma predvsem živali in seveda tudi človeka, pripeljala ta mehanizem do te stopnje, da lahko vztraja in alarmira tudi takrat, ko neke realne grožnje tkivom ni. Izkušnja v tem smislu se ne razlikuje. Bistveno je še vedno telesna izkušnja, ampak je nepredvidljiva, nelogična po občutku, do neke mere lahko tudi bizarna izkušnja, tako da zelo neugodno posega v splošno delovanje človeka. Ali obstaja, na primer, če kronične bolečine ne veste vzroka, bolečine so vseeno prisotne, ali takšnega bolnika zdravite podobno kot bolnika, pri katerem veste vzrok, veste zakaj, kaj mu povzroča bolečino, je to terapija podobna? Bolečina kot sestavni del klinične slike drugih bolezni je predvsem pomembna zato, da diagnozo postavimo. In če postavimo diagnozo in če poznamo mehanizme te bolezni, bomo zdravljenjem bolezni utišali tudi ta simptom bolezni, se pravi to, kar je del klinične slike. V tem primeru pač to ni tako. Torej, bolečina sama ne predstavlja samo enega od simptomov, ampak je sama po sebi motnja in nas zanimajo predvsem mehanizmi, ki to motnjo vzdržujejo. Glede tega smo v tem smislu zdravljenja zdravili, interventno s kakšnimi posegi, seveda precej šibkejši kot v primeru nekih takih akutnih stanj. Tudi akutna bolečina, če recimo odraz neke poškodbe, seveda zdravimo poškodbo, bolečino pa zdravimo predvsem prehodno, da lajšamo trpljenje, ampak seveda moramo pozdraviti najprej poškodbo. Ljudje večkrat preidejo v kronično bolečino po nekih akutnih stanjih in tudi smo navajeni razmišljati, da je vzrok teh bolečin kroničnih še vedno tisto akutno stanje, kar pa ni nujno tako. Se pravi, ko je poškodba zaceljena in zato tudi ta mejnik 3 do 6 mesecev, ker v tem času vemo, da se vsa tkiva dejansko zacelijo in je ta kriterij postavljen čisto arbitrarno na podlagi tega dejstva, te resnice, da pač takrat ni več razlogov za bolečino. Ne pove pa ničesar o mehanizmih kronične bolečine.
V enem članku ste zelo dobro zapisali, da v bistvu vam sedijo v ambulanti nasproti ljudje, ki so se znašli na nikogaršnji zemlji. Torej so nekako obtičali med svetovi. To se mi zdi zelo dobra primerjava. Kdo so torej ljudje, ki sedajo v vašo ambulanto? Ja, točno tako, kot ste rekli. Predvsem v smislu, da ne sodijo več v sklop neke določene specialnosti v medicini. Je pa res, da so to bolniki, ki imajo kar veliko pridruženih obolenj in so zaradi tega tudi precej obiskovali različne specialiste. In ti specialisti so v okviru svoje specialnosti seveda zdravili to bolečino, kolikor so jo lahko nekako postavili v kontekst obolenj, ki jih sami pač obvladujejo. In seveda se zgodi, da so v nekem trenutku presodili, da ta bolečina presega okvir te bolezni, ki jo zdravijo. Klasičen primer recimo so revmatološka obolenja, da nas poznamo veliko možnosti bioloških zdravil, zdravljenja v tem smislu, teh osnovnih mehanizmov, ampak še vedno se zgodi, da po nekaterih statistikah slaba polovica že zdravljenih bolnikov še vedno občuti pomembne bolečine tudi po zdravljeni revmatski bolezni. To pomeni, da ko smo te osnovne mehanizme, ki poškodujejo tkivo in ki so v preteklosti bili razlog za hude invalidne deformacije ljudi s temi obolenji. Seveda ta telesni del, strukturni del je pokrit, ni več teh destruktivnih procesov, ampak ta sistem alarmiranja glede teh procesov, ki se je vzpostavil ob dolgotrajnem bolezenskem procesu, se pa ni nujno pomiril. Zdaj seveda znanost zanima, kaj so mehanizmi teh pojavov, če bi lahko kdaj v bodoče bolj ciljano obvladovali tudi to simptomatiko. Bolniki se lahko znajdejo tudi v eni zelo neprijetni situaciji. Bolečine trajajo dolgo, vzroka zanje strokovnjaki ne vedo. Dobijo občutek, mogoče jim to celo kdo reče, kaj če se to dogaja v tvoji glavi, kaj če je to neka nemišljena bolečina. Bolnik, torej, ki trpi hude fizične bolečine, verjetno tak stavek zelo težko prežveči. Kaj je s tem? Je res lahko kakšen del bolečine spodbojevan zato, ker tako mislimo, tako doživljamo? Ja, sedaj trčiva v ene take zelo vroče teme glede razumevanja telesno-duševnih povezav. To je ena stvar. Druga stvar je, da v zadnjih letih, mislim, da ni dvoma, da verjamemo, da tudi kronična bolečina ima neko osnovno organsko ozadje. Če že ne v strukturnih okvarah, ki jih vidimo na raznih slikovnih preiskavah ali pa drugih, recimo elektrofizioloških študijah, če že ne na ta način, vemo, da se dogaja nekaj funkcionalnega, neki odkloni so in so tudi v raziskavah seveda dosti solidno dokumentirani. Seveda, če to ni povezano z nekimi strukturnimi okvarami, je logično, da bo vsakdo rekel, saj nimam kaj pokazati. Toliko boli, ampak nihče ne more te bolečine pojasniti, ne vem, za nekimi okvarami, ki jih pa vendarle z leti vsi imamo, tu in tam. In ljudje, kot smo že rekli, občutijo to kronično bolečino malček drugače, oziroma kar precej drugače kot akutno bolečino, v tem smislu nepredvidljivosti, udiranja v funkcioniranje na način, da se človek težko prilagodi glede načrtov, planiranja življenja, ambicij, samouresničevanja in sploh skrbi za najosnovnejše eksistenčne potrebe sebe, mogoče tudi družine, otrok. V tem smislu je
kronična bolečina zelo begajoča izkušnja in že sama po sebi človeku vceplja dvom, ali je resnična, ali jaz prav čutim, ali se z mano kaj čudnega v psihičnem smislu dogaja. Ne? In če tak človek ne dobi neke ustrezne validacije iz okolja, je seveda to še dosti hujše in je žal tudi večkrat v nekih posebnih okoliščinah vzrok tudi za kakšne resne duševne motnje povezane tudi s kronično bolečino. Ena velika skupina ljudi trpi za fibromialgijo. Ta je šele pred nekaj leti dobila resnično utemeljeno osnovo in jo je Svetovna zdravstvena organizacija dala med bolezni. Kaj je fibromialgija in zakaj, ali imamo samo tak občutek, je v porastu? Predvsem se bolj zavedamo tega problema. Že desetletja nazaj so se podobna vprašanja so si postavljali in so recimo primerjali zahodni svet z tretjim svetom, ne, z manj razvitimi državami in se nekako izkazalo, da ni res, da je tam manj teh fenomenov, ampak v določenih družbenih kontekstih prihajajo bolj do izraza. Mogoče bo nekdo seveda dokazal, da je tega vedno več. Jaz opažam nek trend, da je res med mladimi več teh oblik kronične bolečine. Vendar prav zanesljivih dokazov, da se to pomembno spreminja, je zaenkrat še nisem zaznala. Mogoče smo res bolj občutljivi, bolj senzibilni, da se to pojavlja. In tudi mogoče je zahtevnost do mlajših generacij glede uspešnosti, ne vem, v šoli, v raznih dejavnostih, v tem smislu več pritiska in otroci prej izrazijo, da nekaj ni v redu. Sicer jaz imam med pacienti veliko ljudi, ki poročajo o bolečinah že iz otroštva. Tako da tudi prejšnje generacije so imele ta problem. Kaj bi pa rekli, kakšni simptomi, znaki nas lahko opozorijo, da gre za fibromialgijo? Fibromialgija nikoli ne nastane čez noč. Ljudje imajo lahko že pred razvojem te klinične slike, ki je zmes bolečine, utrujenosti, nespečnosti, motenj razpoloženja, koncentracije spomina. Imajo že pred tem zagotovo leta težave z nekimi bolečinskimi stanji. Bodisi je to neka ponavljajoča bolečina v križu, že desetletja težave s glavoboli, migrenami, že neka bolečinska stanja povezana z nekimi popoškodbenimi, pooperativnimi stanji. In v nekem trenutku se, bom rekla, fokus usmeri na bolečino, ki se seli, ki ni pojasnjena, ki preraste v okvir tistega, kar je do takrat bolnik glede bolečine poznal, kar mu je bilo domače, glede izkušnje. In takrat se seveda tak človek začne oglašati v različnih specialističnih ambulantah. In seveda več specialistov naredi več preiskav, izključi marsikaj, od vnetnih revmatskih bolezni do kakšnih nevroloških stanj. In potem seveda pridemo do te ugotovitve, da težav ne moramo pojasniti drugače kot tako. Sicer fibromialgija naj ne bi bila diagnoza izključevanja, se pravi, da ne bi prišli do diagnoze samo takrat, ko smo izključili celo serijo bolezni. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi danes vemo, da je kronična bolečina v tej obliki lahko spremljevalka toliko različnih kroničnih obolenj, ki tudi če jih diagnosticiramo, ne bodo povsem pojasnjene. Kako fibromialgijo zdravite? Ja, gre za en pomemben vpliv na to, kar ste že prej omenili, v smislu tega, da naredimo, bom rekla, en preobrat glede prepričanj o tej bolečini. To samo po sebi ne pozdravi bolečine, ampak v veliki meri zmanjša trpljenje v zvezi s temi simptomi.
Tako da smo na začetku precej usmerjeni v to, da bolnik se, bom rekla, najde v teh razlagah, da jih sprejme kot logično pojasnilo in da se te težave lahko seveda oziroma da lahko vztrajajo, da dolgo ne bodo povsem izginile, in da je dodaten stres v zvezi s samimi simptomi tisto, kar človeka še dodatno obremenjuje. Če uspemo to zmanjšati, smo že en korak dlje k umirjanju tega sistema alarmiranja, ki se je pretirano vzpostavljal tekom številnih mogoče negativnih izkušenj, preobremenitev, stresov, travm in tako naprej. Potem pa je malček tudi odvisno od nekih, bom rekla, posameznikovih značilnosti. Eni bolj odreagirajo recimo na določena zdravila. Potem imamo seveda neko možnost nekaj zdravil, ki so v pomoč predvsem tudi na področju funkcije spanja, tako da se na začetku precej ukvarjamo s tem, kako bi spanje okrepili. To je pomemben korak pred nadaljnjim procesom rehabilitacije. Potem pa je odvisno od čisto individualne situacije vsakega posameznega bolnika, v kakšnem življenjskem položaju se nahaja, kaj so glavni stresorji, viri stresorjev, akutni, dolgotrajni, kako to umirjati, zato da bi se človek lahko vedno bolj posvečal sebi, svojemu telesu, negoval svoje neke, rekla, osnovi biološke potenciale, in na ta način vedno bolj, bi rekli, postavljal na noge. Se pravi, dobro bi bilo, da tečejo hkrati ukrepi tako na nekem biološkem področju, psihološkem področju in tudi socialnem področju, kako se človek vklaplja v svoje bližnje in širše okolje. Spravi, zdravljenje bolečine je v bistvu kompleksno, več strokovnjakov iz tima mora zraven sodelovati in nekako eno z drugim potem pomaga, da ti ljudje, ki res trpijo hude bolečine, s časoma imajo glavo nad gladino. K temu stremimo vsi člani tima. Vsak ima nekaj svojih kamenčkov mozaika za postaviti v to zgodbo pacienta. Nikoli ni samo en terapevt dovolj, nikoli ni samo ena terapija, nikoli ni samo eno zdravilo. Je pa morda neka kombinacija ukrepov, ki se razvije kot zmagovalna v toku izkušenj, ki jih ima bolnik, ko preizkuša to in ono. In naša naloga je, da to omogočamo čim bolj, da ne zaviramo tudi bolnika pri nekemu raziskovanju, predvsem v smislu povezovanja s svojimi telesnimi odzivi, čustvenimi stanji, doživljanju stresa, in bolniki, ko začnejo pridobivati eni samozavesti, kako so uspešni z čimerkoli že, karkoli so že na tej poti preizkusili in začeli konsistentno in disciplinirano tudi uporabljati, in da najdejo v tem smisel in tudi efekt, uspeh, to nakazuje na izboljšanje. V kateri fazi pa pridejo lahko bolniki do vas? Veva, da so pač različne, greš k osebnemu zdravniku, on te pošlje najprej pa preiskave. Skratka, dolg proces je. Kdaj pa potem pridete vi na vrsto? Zaenkrat je zaradi omejenih možnosti, glede števila storitev, kadrovskih možnostih in tudi materialnih, prostorskih, je čakalna doba za ta timski pregled precej dolga. Ljudje bi si želeli verjetno marsikdaj vstopiti v te programe prej. Se pa mi tudi srečujemo z različnimi situacijami. Včasih je pa bolje, da človek v življenju določene stvari še ali uredi ali spozna, po domače rečeno, da čez,
mogoče nekdo potrebuje tudi eno daljšo psihoterapevtsko podporo, preden lahko začne graditi sebe. Ne. Nekateri imajo kar nekaj drugih zdravstvenih težav, ki jih vzporedno rešujejo in to jemlje nekako energijo za to, da bi se ljudje začeli zares ukvarjati sami s sabo. Tako da izhodišča so različna pri različnih bolnikih. Želeli bi si postaviti neke smernice na splošno, ne samo za fibromialgijo, mogoče tudi za kronično bolečino, kdaj je taka obravnava nujno potrebna takoj. Ampak mislim, da če bi na različnih ravneh čim prej pristopali s podobnimi ukrepi, na kar tudi opozarjamo oziroma se trudimo, da bi se vzpostavilo tudi na primarnem nivoju, da bi pacienti že relativno hitro v svojem okolju prišli v stik s temi informacijami, z možnostmi samopomoči, da bi potem v take programe prihajali, rekla, bolj selektivno. Trenutno je tako, da večinoma, če želijo v Sloveniji biti deležni česa takega, da pač morajo priti v Ljubljano na URI Soča. Deva še nekaj reči o kronični utrujenosti. Kdaj ena običajna utrujenost preide v kronično, kateri so znaki, ki nas opozorijo, da smo vendarle predolgo in preveč utrujeni? Ja, utrujenost bi lahko popredalčkala ene 3 kategorije. Ena je tista nevarna utrujenost, ki zagotovo lahko pomeni resna obolenja. Takrat moramo biti pozorni na povišano temperaturo, hujšanje, potenje in podobne razne take znake, ki jih splošni zdravniki oziroma družinski zdravniki dobro poznajo. Potem druga kategorija je utrujenost, ki spremlja neka stanja, ki so relativno lahko dobro popravljiva, recimo kakšna slabokrvnost, zlasti pri ženskah, motnje v delovanju ščitnice, motnje spanja, predvsem neka obstruktivna apneja ali ne vem, tudi mogoče tudi depresivni sindromi. Potem je pa ta neka tretja kategorija, o kateri se zdaj zlasti od covida precej več govori, sindrom kronične utrujenosti. Gre za neko posebno obliko utrujenosti, ki je precej izstopajoča v tem smislu, da je sicer stalno prisotna, vendar se izrazito okrepi in stopnjuje po naprezanju. In to v takšni obliki, da človeka povsem onesposobi. To pomeni, da lahko človek s nekim zamikom ponavadi 1 do 2 dni po neki rahlo zvišani aktivnosti doživi neke vrste kolaps. Obleži, lahko obleži za več dni, nekateri tudi več tednov. In ta oblika nesposobnosti se ne uredi po počitku in se ne uredi po spanju. To je precej bolj značilno za ta stanja in ta stanja mi sedaj, bom rekla, bolj posebej eksploriramo anamnestično. Vsaj z moje perspektive je to zdaj od covida dalje precej bolj aktivno, proaktivno kot prej. Prej sem se tudi jaz bolj zadovoljevala z opisi splošne utrujenosti, medtem ko od ere covida dalje se zavedamo, da je tukaj zadaj verjetno en bolj specifičen mehanizem in ga je potrebno tudi med kliničnim pregledom malo bolj opredeliti. Pa utrujenost na splošno spremlja vedno fibromialgijo, ampak ni nujno v taki obliki. Razumem. Ljudje, ko so ali zelo utrujeni ali jih nekaj zelo boli, poskušajo najti metode, tehnike,
pomoči. Medtem se obračajo tudi na dopolnilne oziroma alternativne vede medicine. Vem, da je v okviru ambulante za zdravljenje bolečine v bolnici Petra Držaja mogoče dobiti akupunkturo. Kakšno je vaše mišljenje o teh drugih, če rečemo, da je akupunktura nekaj, kar uradna medicina priznava? Kako vi na to gledate? Kako uspešno se vam zdi, glede na to, da spremljate vaše paciente? Ja, metode zdravljenja so spet, tako bi jih lahko malo popredalčkali, so tiste uradne, potem so razne eksperimentalne in potem so seveda te alternativne. Alternativne so zrasle v okolju izven zdravstva in so ljudem znane po nekem, rekla, laičnem prenosu informacij glede učinkovitosti, glede varnosti. Vedno več se te metode pojavljajo tudi med tako imenovanimi eksperimentalnimi. Se pravi, jih želi uradna medicina ali pa znanost jih želi preizkusiti, jih želi stestirati. In marsikaj zdaj vidimo, da tudi seveda deluje, tako kot ste rekli, za akupunkturo. Zdaj za kronične bolečine na splošno, verjetno bi lahko izpostavili različne tako imenovane body-mind tehnike, gibanja, se pravi razne, recimo joga, tai chi, no, podobne prakse. Potem so razne oblike zdravljenja z zelišči, to je manj raziskano, mogoče bo v to več pozornosti usmerjeno, ko se bo iskalo neke substance, ki bi zares lahko vplivali na neke mehanizme, ki jih poskušamo osvetljevati glede tega delovanja živčevja v okviru kronične bolečine. Potem so zadeve, ki jih, bom rekla, težko uvrstimo, so to čisto eksperimentalne ali so alternativno, recimo kot hiperbarična komora, kar jo poznamo za zdravljenje drugih stanj in se zdi, kot da pač se išče na področju kronične bolečine tukaj neko novo uporabnost, vendar recimo konkretno za fibromialgijo je nekaj dokazov, bi pa se želeli, da bi se to repliciralo in dokazalo podobno učinkovitost v več centrih. Potem so recimo kot alternativne se štejejo tudi razne pristopi z prehranskimi, dietnimi terapijami oziroma dietami, predvsem izločevanje živil, največkrat recimo pri fibromialgiji se izločujejo mlečni izdelki, gluten in podobno. Nekaj več je znanega oziroma se vidi, da je na področju prehranskih dopolnil nekaj rezerve, vendar bi bilo potrebno, da se stroka glede tega bolj in poenoti in tudi umesti uporabo teh dopolnil, ki v končni fazi niso zelo poceni, kot nek dopolnilni način zdravljenja ob zdravilih, ki se jih uporablja. Nenazadnje so možne tudi interakcije med temi dopolnili in zdravili, ki jih pacienti uporabljajo, ne samo za kronično bolečino, tudi za kakšna druga zdravstvena stanja. Glede na intenzivno življenje, ki ga živimo, glede na številne impulze, ki smo jim priča vsak dan, se vam zdi, da bodo bolezni, o katerih sva govorili, bodo v porastu ali bodo te mlajše generacije, ki so že gor zrastle z vedenjem o njih, mogoče lahko ta trend obrnile? Ja, nimava kristalne krogle, to je vprašanje, ki se ga postavljam tudi že nekaj let. Mislim, da bomo imeli občutek, da so v porastu. V vsakem primeru, zaradi tega, ker se jih bomo več zavedali, ker jih bomo bolj opazili, ker bomo bolj sočutni do ljudi, ki imajo te težave. Prej je veliko ljudi trpelo na tihem, v tišini, v osami. V tem smislu bomo imeli občutek, da je tega več, zagotovo. Se pa tudi jaz nadejam,
tega, da večkrat govorimo, bolj to deluje tudi na mlajše generacije, da postanejo bolj pozorne, bolj previdne glede predvsem usmerjanja svojega življenja v smislu obremenitev, stresorjev, mi rečemo tudi včasih postavljanja mej v življenju. Tako da upam, da se bodo naši otroci od nas tudi kaj naučili na napakah, in da bodo manj trpeli, predvsem v smislu izgube nekih življenjskih vlog, kar se največkrat zgodi kot največja posledica kroničnih bolečinskih sindromov, bolj kot pač izgube ne vem, neke fizične funkcije ali pa življenja, ne, na koncu koncev. Prav, tudi jaz upam, da se bodo otroci od nas naučili tudi s pomočjo takšnih podcastov. Najlepša hvala. Prijazno se zahvaljujem tudi vsem vam. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje prihodnjo nedeljo.